Pozdravljeni, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o idrijski knjigi, ki jo je kot urednica podpisala Milanka Trušnovec. Pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Idrijska knjiga je izšla pri Slovenski matici in nadaljuje serijo knjig, mestnih knjig. Kakšna je bila zasnova? Drži, idrijska knjiga je 16. po vrsti v zbirki mestnih knjig, ki jih Slovenska matica izdaja že od leta 1994. To zbirko je zasnoval, mogoče kot zanimivost, priznani pisatelj Drago Jančar. Tako da je do zdaj, kot rečeno, izšlo 15 knjig. Osredotočili so se najprej na večja mesta, začenši z ljubljansko, potem pa so nekako pri 15. prešli na drugačne miljeje, manjše kraje in se odločili tudi za rudarske kraje, tako da 15. je bila trboveljska, no 16. pa naša idrijska. Tehnični podatki so kar impozantni. Knjiga prinaša 95 zapisov 60 avtorjev. To je kar veliko. Ja, to je veliko, čeprav na začetku so nam postavili, se pravi, količinske omejitve, 18 avtorskih pol teksta, to je 540.000 znakov in pa 32 likovnih prilog. Ko smo se lotevali dela, smo bili nekoliko prestrašeni, ali bomo to kvoto sploh lahko napolnili, ampak s časoma pa se je izkazalo, da gradiva ne bo zmanjkalo, še več, morali smo narediti selekcijo tako pri besedilih kot pri likovnih prilogah. Govorite v množinski obliki, smo pripravljali, pravzaprav gre za uredniški odbor. Ja, za razliko od dotedanjih mestnih knjig v tej zbirki, ki so bile bolj ali manj individualno delo posameznih urednikov, sem se sama pri soočenju, bi rekla, s to glomazno 530 in večletno idrijsko zgodovino odločila, da k sodelovanju povabim nekaj članov oziroma sodelavcev, poznavalcev, odličnih poznavalcev določenih področij idrijske zgodovine in literature, tako da smo potem zasnovali 13-članski uredniški odbor. Razdelili smo si tudi delo, nekako vsak po svojih afinitetah in poznavanju, tako da mi je bilo v tem smislu vsekakor lažje. Vendarle potem pa sem kot urednica naredila končni izbor, ki smo ga uvrstili v knjigo. Večino teh imen poznamo tudi iz idrijskih razgledov, najpogosteje tam srečujemo te urednike. Drži, no pa ne samo iz idrijskih razgledov, to so uveljavljeni naši idrijski strokovnjaki, saj mogoče bi jih kar našteli po abecedi, no, da ne bo kakšne zamere. Se pravi, dr. Jože Čar je bil prvi član uredništva, potem Lenka Grošelj kot predstavnica občine Idrija, pa Jože Janeš kot dolgoletni urednik idrijskih razgledov, pa Robert Jereb, potem Maja Justin Jerman, Lidija Kleindienst, Drejc Kokošar, Romana Kokošar, Ivana Leskovec, Martina Pelhan, Nande Rupnik in Matevž Šlabnik. Besedila pa pravzaprav razvrščate kronološko, od najstarejših do najsodobnejših. Tako je, čeprav založba je rekla, nam je prepustila odločitev za ta princip, ali bomo šli kronološko ali kako drugače. Razmišljali smo seveda že takoj na začetku o tem, ampak vseeno se je potem zdelo najbolj smiselno, da bolj ali manj sledimo kronološkemu zaporedju. Posebno vrednost knjigi dajo tudi likovne priloge, ki niso samo priloga kot nek dodatek, ampak samostojna dela uveljavljenih rojakov ali pa slikarjev, umetnikov, ki so prišli v Idrijo in nekaj ustvarili tukaj. Tako pri likovnem delu moram reči, da sem imela najboljšega možnega sodelavca, gospoda Nandeta Rupnika. On je res živa enciklopedija in izjemen poznavalec te ne samo lokalne, tudi širše likovne ustvarjalnosti vezane na Idrijo. In on je naredil širši izbor, najprej približno 60 likovnih del, raznih ustvarjalcev, likovnih ustvarjalcev, ki so bodisi po rodu Idrijčani in so ustvarjali v Idriji, bodisi so
niso iz Idrije, pač pa so v Idrijo prihajali na kakšne likovne kolonije ali pa so se udeleževali raznih likovnih natečajev, kot je extempore in tako naprej. Tako da potem pa so nekako skupaj ta širši zbor zožila na 32 likovnih del, od najstarejših do tudi sodobnih. Veseli me, da so svoje mesto v idrijski knjigi našli tudi sodobni idrijski fotografi, naprimer Robert Zabukovec, Jani Peternelj in tako naprej. In pa do najmlajšega likovnega ustvarjalca Staša Kleindiensta. Najstarejša likovna priloga pa je pravzaprav delo Valvazorja. Drži, iz Valvazorjeve Slave vojvodine Kranjske smo vzeli eno od likovnih prilog, potem pa mogoče omenimo še sken enega načrta Jožefa Mraka, na katerem je detajl iz topilnice rudnika živega srebra, in to smo pridobili iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota v Idriji. V času obiskovanja Realke je v Idriji živel tudi Božidar Jakac. Stanoval je tam pri vhodu v Zaspano grapo. Nekaj podob je pustil tudi o Idriji, ne? Nekaj podob je pustil in eno od teh smo uvrstili v idrijsko knjigo, našli pa smo jo v likovni zbirki Mestnega muzeja Idrija. Tako da tu je bila dragocena podpora tudi teh dveh inštitucij, se pravi Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota v Idriji, in pa Mestnega muzeja Idrija, ki ima bogato in lepo urejeno likovno zbirko. Zelo zanimivo mi je bilo ob listanju idrijske knjige tudi to dejstvo, da ste umestili tudi nekaj glasbenega materiala, se pravi, ta knjiga tudi odzvanja. Ja, to je posebnost idrijske knjige. Do zdaj v zbirki mestnih knjig tega ni bilo. Sama pa seveda se mi je zdelo, da mora svoje mesto nekako v naši knjigi dobiti tudi glasba. Že zato, ker imamo godbeno društvo rudarjev Idrija skoraj 360-letno tradicijo, tako da sem se potem odločila v knjigo uvrstiti 7, bi rekla, uglasbenih pesmi. Začela sem z Danilom Fajgljem. Namreč na njegove jamske odmeve me je že davno tega opozoril bivši kapelnik godbenega društva rudarjev Idrija Domen Prezelj, in v idrijsko knjigo sem uvrstila eno njegovo uglasbeno pesem iz teh jamskih odmevov in naslov je Rudarska. Mogoče Danilo Fajglj je stric bolj znanega pisatelja Damirja Fajglja. No, potem je v knjigi tudi uglasbena pesem Zorka Prelovca, prav tako z naslovom Rudarska. Naslednja zadeva, ki je zanimiva iz te glasbene zgodovine idrijske, so pesmi, katerih avtorja sta Marija Reven in Rasto Reven, s katerimi sta se udeleževala enega znanega festivala Vesela jesen v Mariboru v 70. letih. Ona dva sta napisala besedilo, naslov ene je Idrske rihte, naslov druge pa Favšija. In to so narečne popevke. Glasbo za ti dve skladbi sta napisala znana glasbena ustvarjalca Dušan Porenta in Brane Weisbacher. Mogoče je to malo manj znani del tudi te naše, bi rekla, glasbene zgodovine. No, potem naslednji avtor glasbenih del je seveda Aldo Kumar. Pri tem sem premišljevala, ali naj v knjigo vrstimo kaj iz te kantate Na struni Merkurja, ki je nastala v 500-letnici mesta Idrija. No, pa vendar sem v knjigo potem uvrstila besedilo iz te kantate, katerega avtor je Andrej Lutman. Aldo Kumar pa je zastopan z drugima dvema skladbama, katerih besedili sta napisala Janez Kavčič in Andrej Lutman. Potem je pa še ena sodobna skladba. Nastala je ob priložnosti ene od otvoritev festivala Idrijske čipke. Avtor glasbe je Cveto Kobal, avtorica besedila pa Metka Ravnik. Naslov te skladbe je V Idriji se srečava in to je izvajalo godbeno društvo rudarjev Idrija, kot rečeno, na eni od otvoritev festivala Idrijske čipke. In to se mi zdi, ta glasbeni del se mi zdi, da si je zaslužil tudi svoje mesto v naši knjigi. Bili ste tudi poleg kot flavtistka v orkestru tudi pri teh izvedbah? Ja, seveda, to z veseljem se udeležujem nastopov godbenega društva rudarjev Idrija in v čast mi je, da sem del te zgodbe.
Na Galusa ste pozabili, ste ga preskočili z razmislekom, z razlogom? Ne, v bistvu dejansko je idrijska knjiga izbor, tako pri besedilih, kot pri likovnih delih, kot pri v glasbenih pesmih. Bili smo omejeni s prostorom, Galusa nismo preskočili z nobenim razlogom, seveda bi lahko tudi še kakšen likovnik našel, kot sem že prej razlagala, svoje mesto. Tudi besedil, leposlovnih del nismo mogli uvrstiti vseh. To je selekcija. In na žalost pač, mogoče pa nekoč izdamo dopolnjeno, razširjeno izdajo ali pa idrijsko knjigo 2. Je kar nekaj teh besedil najbrž ostalo? Seveda, ja. Dejstvo je tudi, da sproti nastajajo nova besedila o Idriji, iz Idrije, tudi neidrijskih avtorjev. In dejstvo je tudi, da nam nekaterim zgodbam ni uspelo priti do dna. Tako da, ja, to ni niti edini zveličavni, niti edini možni izbor, je pač eden od izborov. In če bi se ga lotil kakšen drug urednik, bi najbrž bil malo ali pa popolnoma drugačen. Najbrž bistveno drugačen bi bil zelo težko. Ima pa najbrž ta izbor vašo osebno noto. Drži, in založba Slovenska matica tudi poudarja pri tej zbirki, da so ti izbori nekako omejeni s subjektivnim pogledom urednika, čeprav sama sem se temu nekoliko izognila ravno s tem, da smo zasnovali uredniški odbor in da je vendarle o tem odločala širša skupina, vsaj v osnovi. Zanimivo je tudi to, da ste v nekem pogledu malce pred časom objavljate del romana Natalije Šimunović Idrija, ki še ni izšel. To je v bistvu tudi posebna vaba za bralce. Točno tako. No, na tem mestu seveda se zahvaljujemo založbi Bogataj, ki nam je dovolila objavo tega odlomka iz še neobjavljenega romana. Namreč zanimivo je to, kot sem rekla prej, da nastajajo že nova in sodobna dela sodobnih avtorjev motivno tematsko povezana z Idrijo. In prav takšno je recimo tudi delo Mateje Perpar iz mladinski roman Nad obzori. No in pa tale še neobjavljen roman Natalije Šimunović. In dragoceno je, da se v Idriji dogaja zadnjih nekaj let ta pisateljska rezidenca, v okviru katere založba Bogataj vabi v Idrijo sodobne avtorje, ki potem ustvarjajo dela o Idriji in za Idrijo. V globalnem pomenu, v svetovnem merilu pravzaprav je zvezda te knjige Pasolini najbrž. On je dobro leto dni živel v Idriji in se tega mesta tudi v zrelih letih spominjal. Ja, mogoče presenečenje za marsikoga je to, da je Pasolini uvrščen v to knjigo, ker je malo znano dejstvo, ki ste ga omenili, se pravi, da je Pier Paolo Pasolini eno leto svojega otroštva, to je leta 1930-31, preživel v Idriji z družino. In tu obiskoval tudi osnovno šolo. To je zgodovinsko dejstvo, izpričano v dokumentu šolske vpisne knjige, ki jo hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana enota v Idriji. No, in marsikdo bi se obregnil ob to, zakaj se Idrija postavlja s tem, vendarle je bil takrat star 8-9 let. Ampak dejstvo je, da mu je to leto ostalo v nekem, če ne bližnjem, pa v nekem daljnem ali recimo temu praspominu, kajti najdevamo vedno nove drobce. To niso obsežna dela, niso neki esejistični zapisi ali kaj podobnega, pač pa drobci v pesmih in v romanih, preko katerih se konkretno spominja Idrije. Recimo pesem V jutru se stopi, ki jo je prevedel profesor Tomaž Pavšič, prav omenja reko Idrijco. Potem še ena pesem Jezik, ki jo je prevedel Miklavž Komelj. Tam Pasolini Idrijo povezuje z nedišečimi vijolicami. In potem je še odlomek iz romana Amado mio, ki ga je prevedel Milan Štefe. No, tam pa je tudi en tak spominsko-sanski odlomek, iz katerega seva Idrija, ne sicer poimensko, ampak se vidi, da se v
vrača v neko to zgodnja otroška leta. Povejmo še to, da je bil Pazolinjev oče oficir italijanske vojske in je družina se selila pač po službenih mestih, kjer je oče dobil službo. No, in ravno iz tega razloga so tudi prišli za to 1 leto v Idrijo. Idrijska knjiga prinaša tudi zelo kratek, relativno povedano, slovarček narečnih izrazov. Teh bi lahko bilo zelo veliko najbrž. Seveda bi jih bilo lahko množica, ampak smisel te knjige pač ni bil v tem. Slovar idrijskega govora nastaja in mu bo namenjena posebna knjiga, ki je v delu profesorice Lidije Kleindienst. Tukaj pa je res en miniaturni slovarček 15 izrazov. Sama se niti nisem prišla na misel, da bi sestavili tak slovarček, pač pa je to predlagala, bi rekla, nadurednica Miljana Cunta, ki je tudi avtorica spremnega zapisa na zavihu knjige. No, skratka, ona je ob prebiranju teh besedil v idrijski knjigi prišla na misel, da bi mogoče katerega od teh idrijskih izrazov bilo dobro pojasniti, tako da dejansko smo potem naredili miniaturni slovar 15 narečnih izrazov, no, za katere se meni, kot sem rekla, v osnovi ni zdelo nujno ali potrebno, da bi jih razlagali, ko je na primer žomf ali pa kamšt ali pa še kaj drugega, no, ampak potem, ko je Miljana to predlagala, se je izkazalo, da za neidrijske bralce je pa to najbrž koristno in dobro. Neidrijski bralci bodo najbrž malce drugače gledali na to knjigo in ko jo bodo prebrali, tudi na Idrijo. Ja, jaz upam, da bo tako. Seveda z pozicije neidrijskega bralca se knjiga bere drugače. Upam pa tudi, no, da bo idrijska knjiga spodbuda za bralce, da bodo vzeli v roke še druga dela teh avtorjev uvrščenih v knjigo, ker vendarle v knjigi so samo odlomki iz nekaterih romanov, pa da bo to spodbuda za bralce, da bodo mogoče brali te romane v celoti ali pa vzeli v roke še kakšno drugo idrijsko delo idrijskih ali neidrijskih avtorjev. Mogoče bi lahko knjižnica v prihodnjih letih naredila neko pregledno razstavo vseh teh del. To bi bila impozantna postavitev. Gotovo. Ravno to je mogoče potrebno izpostaviti. Lahko bi se naredilo razstavo, drugače pa v knjižnicah že imamo domoznanske zbirke, se pravi zbirke domoznanskega gradiva, v naši knjižnici konkretno z idrijsko-cerkljanskega področja. In ravno to poudarjam in tega se mogoče, odkar delujem v okviru knjižnice, še posebej zavedam. Namreč pomena domoznanskih zbirk. Splošne knjižnice v glavnem delujemo po istih ali pa po podobnih principih. Tisto, kar nas dela drugačne in kar je še posebej dragoceno, pa so prav te zbirke domoznanskega gradiva, raznoraznih znanstvenih, strokovnih, poljudnih monografij z različnih področij. Potem so tukaj tudi diplomska dela naših diplomantov, bodisi s tematikami povezanimi z Idrijo ali ne nujno. Pa potem so tukaj drobni tiski, od letakov, zgibank, zloženk, raznoraznih tega, pa stare razglednice seveda iz naših krajev. Mogoče se tega premalo zavedamo, zavedajo izdajatelji, tudi založbe, da vse, kar izide, kar se natisne iz tega področja, je prav, da bi vsaj en izvod dalo v hrambo knjižnici. Kajti tudi ravno pri delu za idrijsko knjigo se je potem izkazalo, da je bila to res neprecenljiva zbirka, iz katere smo črpali in delali. No, idrijska knjiga pa je potem še ob svojem izidu lahko postala del prav tako te domoznanske zbirke. Sicer nekoliko drugačen del od ostalih dozdajšnjih, namreč Idrija ima res bogato zbirko že monografij, strokovnih, znanstvenih z raznih področij, predvsem iz tehniške in naravoslovne dediščine, pa tudi zgodovinskih del iz zgodovine zdravstva, šolstva in tako naprej. To pa je nekako prvo tako delo, ki se posvečeno osredotoča na leposlovna besedila, pesmi, kratke zgodbe in odlomke iz romanov.
Na predstavitvi v galeriji ste povedali, da je za vami 3 leta intenzivnega dela. To je kar neko obdobje v vašem življenju. No, to so bila 3 leta intenzivnega dela za idrijsko knjigo. Dejstvo je, da smo se septembra 2019 prvič srečali z predstavniki založbe Slovenska matica, z dr. Alešem Kavričem, z gospo Ignacijo Fridl, ki so prišli s tem predlogom v Idrijo. Potem pa kar hitro smo zasnovali in se sestavili ta uredniški odbor, že omenjeni. In sledila so v bistvu 3 leta dela, ampak to ni bilo bolj ali manj intenzivnega dela. Vendarle se nihče od nas ni mogel posvečati samo idrijski knjigi. Raziskovali smo vsak po svoje, vmes je bil korona čas, ko smo bili povezani na daljavo, ampak 3 leta nas je idrijska knjiga nekako spremljala. Vaš občutek sedaj? Odličen. Ponosni smo, odzivi so res krasni, tako da sem ponosna in zadovoljna s tem delom. Milanka Trušnovec, hvala za vašo idrijsko knjigo, hvala za ta pogovor, za obisk v studiu in vse dobro vam želim. Hvala za dobre želje, jaz pa vabim bralce, da pridejo si knjigo izposodijo v knjižnici ali jo kupijo. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.